Slovenija, naša domovina, praznuje. 25. junija 1991 smo Slovenci uresničili stoletne sanje po lastni državi, v kateri lahko govorimo svoj jezik, imamo svojo prepoznavno kulturo, celo po jedeh in pijači nas poznajo, bodi si je to potica ali pa teran. Vsem nam Slovencem pa je tudi skupna prelepa dežela, v kateri živimo in jo želimo ohraniti za prihodnje rodove. Se še spomnimo te reklame? Res je, da je ta državni praznik zelo pomemben, a trenutno imamo verjetno prav vsi osnovnošolci pred očmi nekaj drugega. Šolsko leto se končuje, poletje je pred vrati in do septembra bomo počivali in nabirali moči za nove podvige. Veseli smo, da je danes na tem sklepnem dejanju z nami toliko pomembnih ljudi. Ravnatelj Daniel Brezovar, župan Andrej Kastelic, višja svetovalka za družbene dejavnosti Nataša Rupnik, starši, vsi zaposleni, učenci in učenke ter ostali obiskovalci. Za nami je še eno šolsko leto, polno uspehov, osvojenih ciljev ter premaganih ovir. Tudi kot pri vseh stvareh v življenju, je tudi pri nas včasih kaj narobe. Včasih se kaj odvija drugače, kot pričakujemo in si želimo. Pripravili smo program, v katerega smo strnili predvsej naših dejavnosti. Vi pa skušate ugotoviti, kaj je bilo postavljeno na pravo mesto in kaj se je odvijalo v narobe svetu. Da prvošolci govorijo angleško. No, slišala sem, da jim gre slovensko super. Tudi pristen dolenski naglas se že zazna po hodnikih. Ampak angleško? Po
hodnikih višjih razredov pa ponovno odmevajo celo francoske fraze. Sem zgrešila na poti v šolo? Je to resničen ali narobe svet? Prisluhnimo. Toi, c'est si beau. Toi, c'est pour moi. Toi, c'est bien là, et je n'y crois. Toi, c'est soleil. Toi, c'est printemps. Toi. Toi, c'est distant. Toi, c'est changeant. Toi, c'est rêvant et esquivant. Toi, c'est pensant. Toi, c'est taisant. Toi, c'est tristesse qui me prend. Toi, c'est fini. Fini, pourquoi? Toi, c'est le vide dans mes bras. Toi, c'est mon soleil qui s'en va.
Et moi, je reste Laurent Thauvin. Pri letošnjem letu smo v vseh razredih vplivna slovenščine spoznavali različna klasična dela. Brali smo Martina Krpana, Zvezdico Zaspanko ter Ljubca in njegovega Škorca. Najbolj pa mi je v spominu ostala Mojca Pokreculja. A nikakor se ne morem zaviti občutka, da nekaj s to zgodbo ni povsem v redu. Jaz sem Mojca Pokreculja in rada pometam. Rada delam tudi druge stvari, ampak predvsem pometam. Ekonomija se uporabi, se mi zdi super koncept. Zato je najemnina za stanovanje minimalna, učitelj podslužite za pomočjo pri hiši. Zato prosim, da prijavi, da radite svoje veščine in znanja. Mislim, da bo to dovolj. Zdaj pa grem naprej pometati. Aha, hišna pravila. Brez javkanja, tuljenja in zabijanja po 10 uri. Storitve zračnega penziona uporabljam že kar nekaj časa. Tudi sama sem že imela eno obisk in sicer jake okusen in sem prespala pri eno par živali v Evropi. Ampak tole je najboljši piskaček, kar jih boste našli. Ne samo, da je Mojca, imenitna gostiteljica, so tudi drugi gostje izredno ljubeznivi in radi delijo svoje hrano. Če pa ne, pa se tu vedno najde nekdo, ki namesto vas potegne ta kratko. Priporočila prostam in se še vrnem. Prijetna lokacija, ampak lastnica ima neke čudne koncepte o neprehranjevanju z drugimi gosti. Prijazna predvsem rastlinojecem, medtem ko nam mesojecem priporoča kako drugo namestitev. Čeprav je gostiteljica prijazna, po mojem sistem sprejemanja več različnih gostov v en piskarček ne deluje. Meni so med prenočitvijo odtujili lonec z medom in le hitre v posredovanju žene uporabnice piskarčka, gospe Lisice, se imam zahvaliti, da sem izvedel, kdo je bil krivec. Kar mi sicer nikaj prida pomagala, saj med nisem dobil nazaj. Sem pa haloto vse nagnal strahu pusti. Zato sem, ki ponujete svoje prenočišča, svetujem, da ne sprejemate uporabnika zajčka, ker je nepriprav, falot in pridan. Dobrodošlica je Bafina. Spanje tudi, ampak zjutraj je bila ena štala. Mama me je na psihiero, ker si je zajc noge pohrdel. Pa ne samo celo. Medved ga je preganjal, ker bi me med podrl. Mislim, pa sej ni kul futra kras. Ampak potem se fizično znašati nad tipom. Bed model, bed. Jaz sem Mojca Pokreculja in rada pometam. O, poglej, krajčarček, le kaj naj zdim. Kakšna ekonomija rade. Na morju gre, polni penzion. Čau! Sedaj pa prosim ravnatelja, da se govorite nekaj besed. Ja, jaz bi šel na morje. Pa mislim, da še ne bom tako hitro šel, ker bo še veliko stvari za ponaditi. Preden bomo lahko šli. No, lep pozdrav. Ob koncu letošnjega šolskega leta, ki se mi zdi, da se je zavrtelo kot bi vidnil.
čeprav se je zelo veliko zgodilo v letošnjem letu, lepega, dobrega, veliko lepih uspehov smo imeli v šoli, žal tudi kakšna tragična stvar, ki se nam je zgodila. Ampak tako je življenje in mi gremo seveda naprej, tako kot gre naprej življenje. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil seveda vsem svojim sodelavkam in sodelavcem za vse napore, ki so jih vlagali skozi celo šolsko leto, za to, da so učenci dosegli najboljše možne rezultate in pa tudi vsemu podpornemu osebu v šoli, tako hišnikom, kuharicam, snažilkam in seveda tudi mojim sodelavkam v pisarni za res predano delo, da lahko delujemo kot enotni tim. Seveda ne moram mimo tega, da smo v letošnjem letu z veseljem opazovali, kako je lepo, mirno in brez kakšnih velikih pretresov za šolo rasla telovadnica. Se pravi, dvorana, kjer bomo vsi z veseljem začeli uporabljati in ki jo seveda tudi vsi nastrpno pričakujemo. V tej priložnosti bi se seveda zahvalil občini Mirna Peč za izjemen pogum, da se je lotila ne samo izgradnje telovadnice, pač že prej tudi šole in vrtca in se kaže, da so te odločitve seveda zelo potrebne in pametne in nekako predvidevanje pričakujemo, da bo čez 3 leta naša šola polna, kot je bila predvidena z načrti in z začetkom gradnje. Posebej bi se rad zahvalil gospodu Domnu Rajšlu, ki je sodeloval pri postavitvi oziroma pri pripravi na predavno steno, ki smo jo tudi uspeli umestiti v telovadnico in mislim, da bo to velika pridobitev tudi poleg vseh ostalih stvari. Čaka nas seveda še med poletjem veliko dela z montažo opreme in ostalimi stvarmi, ampak mislim, da se bo stvari lepo odvile, da bomo lahko 1. septembra dvorano začeli uporabljati, kot je bilo predvideno. Spoštovani starši, zahvala velja tudi vam, da ste nam stali ob strani, kajti brez vaše pomoči je zelo težko uresničevati vse, kar imamo zastavljeno v šoli. Računam na vašo pomoč tudi v bodoče, v naslednjih letih, saj se ta pomoč in to sodelovanje tudi obrestuje pri uspehu in pri delu vaših otrok. Tam, kjer je to sodelovanje dobro, med učitelji in starši, tam tudi otroci lepo uspevajo. Tam, kjer ga pa ni, so pa ponavadi težave. Vsem želim lepe počitnice in prijetni dopust in se vidimo 1. septembra. Hvala lepa. Točno pred tednom dni, ob približno enakem času, so na tem mestu odmevali festivalčka in drugih plesov, ko so se od nas prišledili srednjošolci. Pa so rekli naši najmlajši, mi znamo ravno tako dobro. You were real like fantasy.
running dangerously. You should be rolling. You look like fantasy.